sem pozval, da se pri tako pomembnih vprašanjih, kot je glasovanje o ne podelitvi razrešnice upravi, vendarle poda argumente in razloge za to. Tega ni bilo, skratka Sod in KAD kot predlagatelja nasprotnega predloga nista podala utemeljitev in zato se mi zdi takšno ravnanje neprimerno. Upamo, da bo vendarle takšna praksa že enkrat končana. Je pa pokazala skupščina in tudi večina malih delničarjev, ki je pooblastila predstavnika združenja, torej mene in dr. Mejaka, kar 1700 je bilo teh pooblastiteljev, je pokazalo jasno voljo, da se glede na okoliščine seveda ne nagibajo k temu, da bi podelili razrešnico upravi družbe. Vendarle pa se tukaj porajajo marsikatera vprašanja, seveda tudi to, kaj to pomeni za nadaljevanje, ukolikor uprava in nadzorni svet ne uživata zaupanja, torej v lanskem letu, kaj to pomeni in kaj iz tega sledi kot posledica za družbo in za delničarje. Še enkrat pa kaže izpostaviti, da tukaj je bila volja jasno izkazana, razrešnica ni bila podeljena ne upravi, ne nadzornemu svetu za lansko leto in v tem smislu še toliko manj vidimo razloge, da bi tisti, ki so imeli na skupščini večino, torej predstavniki države, paradržavnih skladov, brez utemeljitev prihajali z nasprotnimi predlogi na skupščine. Mi želimo, da bi se uveljavila praksa in nivo in standardi iz urejenih ekonomij, ki tega seveda ne dopuščajo, še najmanj pa iz upravljavcev države oziroma paradržavnih skladov. Torej danes ni bilo povedano, zakaj ni bila podeljena razrešnica. Torej ne morem še govoriti o tem, ali bi odstopil ali ne, če ne vem niti zakaj tega ni bilo podeljenega. Vendar, tako kot sem že nekajkrat povedal, že od decembra oziroma novembra sem imel že veliko posvetovanj, formalnih, neformalnih, lobistov različnih, ki so govorili o tem, da bi moral odstopiti. Jaz pravim, to je v pristojnosti nadzornega sveta in nadzorni svet bo o tem odločil. Nenazadnje, mi smo že do sedaj nekatere stvari sprejeli znotraj uprave, ki so šle v smeri priporočil, ki jih daje vlada oziroma ki jih je vlada dajala. Seveda se moramo pa tukaj vprašati, ali bodo ta priporočila veljala za vse ali samo za posameznike. Osebno menim, mislim, da je to stališče obeh družb, da je boljša praksa, da se vprašanje delitve dobička ne poveže v isti sklep, kot je podelitev razrešnice. Vsebinsko pa je pač vrsta nerazjasnjenih vprašanj v zvezi z lanskoletnim poslovanjem, z letnim poročilom, ki je pač takšno, kot je potrjeno, vprašanja vrednoten. Vendar se je glasovalo o osnovnem predlogu, ne o nasprotnem predlogu, kot sta ga predlagala KAD in Sod. Iz navedenih razlogov bi zoper takšen nasprotni predlog brez utemeljitve seveda glasovali proti. Medtem, ko smo se hkrati ob osnovnem predlogu, vsaj v največji meri, skladno z navodili delničarjev pooblastiteljev, opredelili tudi proti razrešnici za lansko leto upravi in nadzornemu svetu. Kaj vas je najbolj prepričalo to, da uprava ne uživa vašega zaupanja? Kar nekaj vprašanj je bilo na to temo podanih na skupščini, tudi sam sem jih predočil in naslovil na upravo in predstavnike, vendar celovita pojasnila niso bila podana na vprašanja, ki smo jih bili deležni tako na združenju strani delničarjev, kakor tudi odločitev, ki je izhajala iz siceršnjih opredelitev skozi pooblastila delničarjev, je nalagala seveda takšno ravnanje. Vendar pa ne izpostavim, da rezultat glasovanja je bil pričakovan in ko me sprašujete po presenečenju, pravzaprav presenečen ni bilo. Večino na skupščini je imela Republika Slovenija oziroma njeni upravljavci in paradržavni skladi. In naložba v Istrabenz, je to razlog? Kar se tiče naložbe v Istrabenzu, je seveda to ena od najbolj problematičnih zadev za Petrol kot vendarle najpomembnejšega lastnika, največjega lastnika v Istrabenzu in pa za Petrolove delničarje. Iz tega naslova seveda so bile podane slabitve in iz tega naslova so delničarji, tudi mali delničarji z vrednostjo delnic precej izgubili. Torej, o Istrabenzu se zelo veliko govori danes in danes je vsak zelo pameten, torej vsak ima veliko za
povedati. Enostavno takrat so bili časi drugi, prevzemali so se po veliko višjih cenah, bil je čas velikih rasti in velikih prevzemov in enostavno jasno je danes, da Istrabenz brez dodatnega denarnega toka ne bi mogel preživeti. In edini denarni tok, ki bi ga lahko dobil, je seveda Petrol. Prevzem Istrabenza strani Petrola v tistem trenutku ni bil nujen, ni bil potreben. Vprašanje je, če resnično lahko govorimo, da je šlo za neko obrambno politiko družbe v tistem trenutku, glede na to, da je vprašanje, ali je bila res stvarna in dejanska grožnja, da lahko Istrabenz prevzame Petrol. Jaz osebno menim, da v tistem trenutku Istrabenz tega ni bil več sposoben. Jasno je tudi vprašanje, kakšen bo proces vnaprej. Mi si želimo in ponovno izpostavljamo, da je potreben tukaj pristop, ki je domišljen, ki je iskanje kompromisov, iskanje dogovora, ne pa prihajati na skupščine z nekimi odločitvami, ki se sprejemajo v ozko zaprtih krogih, praviloma v zadnjem trenutku, tako da želimo, da bi v dobro vseh, ne samo delničarjev, pač pa celotne družbe, takšno ravnanje bilo končno že preteklost in končano.